Dejana Renjeger, želimo dobro jutro. Dobro jutro. In kot smo obljubili, moramo o Letnem Modroruše, o tem kultnem festivalu, ki se začne, kot je rekel Jeger, že ta petek s spremljevalnimi prireditvami. In v tem studiu danes z nami Lucija Smolnik. Dobro jutro. Dobro jutro. Kak je zdaj Ruše Perajt? Ruše Perajt, trikrat, če gremo spat. Veš, kak so pridni? Vse se postavlja, udari. Kaj ti delaš zraven, kaj? Ne, veš, kak so pridni. Ne. Veš, kak so pridni vse? Ja, videli smo ga, ne? Da je šel mimo. Mimo si šel, tako jaz rad grem posedela. Malo po oranžiš, pa greš dalje, tako je pač ta zgodba. Okay, začne se, zdaj, ko govorimo o teh največjih dogodkih, ki jih imate planirane na tem res čudovitem prizorišču, v gledališču pod Goroj, se začne v torek 19. Najprej sklop treh gledaliških prireditev oziroma komedij in na to 3 koncerti. Začne pa Vlado Novak. Tako je, začne Vlado Novak v torek zvečer s svojim Kraljem ulice. Moram reči, da je zelo veliki interes, tako da bo zagotovo zabavno, vse poznamo gospoda Novaka. On zna publiko pritegniti. Potem sledijo Pekre Limbuš oziroma Kulturno društvo Toneta Partljiča, brez njih ni festivala, rečemo, Moja babi socialistični mrtvak. Tako. In pa audicija Špas teatra. To bo tudi zanimivo, ne? Ja. Veš, tu bi ti nastopal, Jeger, samo če bi se spomnil, slabi 2 leti nazaj, bi lahko bil točka vmes pri tej audiciji. Super sklop gledaliških in na to 19. Vlado Novak, 20. audicija, 21. Moja babi socialistični mrtvak, na to pa kar nadaljujemo z fantastičnimi koncerti. Laibach pridejo 22. 23. Midva in potem 24. s Perpetuum Jazzile, vse skupaj zaključimo. Mislim, da je to en tak super izbor, ne? Ja, letos smo si zadali, da gremo slovensko. In ni nam žal. Ne, absolutno. Gostimo tudi Laibache, ki v Rušah še niso bili. Pa že dolgo niso tako tu nastopali v tem koncu. Ja? Pa v tem čudovitem prizorišču, to bo kar spektakl, ne samo dober koncert. Ja, vedno, Laibach so legende. Ne? In potem imamo Midva, 30 let praznujejo. In smo veseli, da jih praznujejo tudi pri nas. Midva so bili z nami takrat, ko je bila korona in so rasturali in se nekako tudi veselimo letos tega koncerta, publike imajo, znamo že vse na pamet. Absolutno. To, kaj enih ponarodelih vmes, da brez veze. In na to še en spektakl, s katerim na nek način zaokrožite vse skupaj, Perpetuum Jazzile. Ja, oni so sicer bili pri nas že 10 let nazaj, tako da smo jih že malo pogrešali. Jaz, ker sem takrat bil na tistem koncertu. Tako da je bilo vrhunsko in bo zdaj verjetno isto. Osnovno šolec, ne? Mislim, 40 pevcev na odru, to bo kar vokalna ekstaza. O ja, kot vedno. Sredi Pohorja. Vrhunsko. Jaz komaj čakam, veš, in ker ni samo glavno prizorišče, pa samo ti glavni koncerti. Je tudi pred Jegrovim blokom, ne? Ne, tako čist blizu, trg pred občino, jaz pa sem čist blizu občine. Seveda, da si. Seveda, da sem blizu korita, ne tako kot se reče. Zdaj pazi, prosim, pazi. Tako kot se reče. No in tudi ogromno spremljevalnega programa bo na trgu pred občino. To se začne že v petek. To se začne že v petek z koncertom. To se začne že v petek s koncertom Mateja Brodarja, ki bo naredil otvoritev letos, ima to čast. Potem imamo še koncert Džige Mežana in benda in akustičnega orgazma v nedeljo in ponedeljek še Blaž in Blažev prijatelj. Vrhunsko, ne pa tudi ogromno enega drugega spremljalnega programa, kak sem prebral, Trdoglavci. Trdoglavci, ruški Trdoglavci. Kaj je to? To je novo društvo, bomo rekli, fantje, ki so se nekako ta novo zorganizirali in želijo sodelovati v Rušah in jih mi podpiramo, jim damo možnost. Super. Tako da bo zanimivo, vrhunsko, da vidimo, kaj imajo za pokazati. Pa otroški program, to pa rabim za hčerko. Ja, otroški program letos tudi smo malo okrepili, tako da bo Pohorska pravljica festival, predstave za otroke, delavnice za otroke.
vse to na trgu, vse te prireditve na trgu so brezplačne. Wow. Vrhunsko. Skratka, vse informacije najdete na letnioder.si, tam lahko tudi kupite vstopnice. Ne? Tako je. Vse poteka tam, kaj me gledaš tako? Kam in nasilje, zdaj že tako, da bi rad zaključil? Ne bi rad zaključil, samo pač povem, ker zdaj se marsikdo sprašuje, ki dobim karto, ne vem, za Vladota, ali ki dobim karto, da grem Lajbahe gledati. To lahko na letnioder.si. Kaj si hotel? Ja, rock tržnico še imamo, DJ Pala, vinilke, koncerti, to še imamo, ne? To še imamo. Brez to je tega ne gre. tradicionalno. Tako je. Pri zadrugi, ne, oziroma Tam. pod zadrugo. Ne, Tako tam. pod zadrugo, oziroma Tam Lampretova ob domačija. potoku, Lampretova to. domačija se prelevi v lepo prizorišče. Zelo lepo prizorišče, Tam ob živi strani... Ne, mislim, da ne. A ja, ok, ker sem Res mislil, da se je nekdo prelevi taki v... azda. Tudi ambient se postane zelo lep in vinilke in plakati. In Ja, pa Pala tako ob poskrbi strani za potoček disko, teče, pol luk. so mize postavljene, To. lahko se sedeš, hladno pivo. Potem so tam tudi koncerti ob večerih. To se zdaj sliši tako super, da bi samo na to hodil, ne, imam občutek. pa Vse gre. se more iti. Ja. vse, Tak razumeš? greš en krok, ne? Prideš na trg, potem greš na glavno prizorišče in zaključiš pri... Rok tržnici, Tako. na Lamprehtovi domačiji, ob potoku. Ob potoku. Kjer Z so mize, vinilkami. Ker so mize, ker so mize pa... pa je hladno, nazaj dobra počesano, muzika. pa vse je. kaj si nor. Pa čist Ruše. blizu mene, teda lahko pol, ko je vsega konec, pa še k Prigrete meni spot pridete. igro. Ja, ni problem. Da pazi, Jeger, kaj si želiš. Ja, Ruše postajajo, torej epicenter začne se ta petek, osnovno oziroma največje dogajanje na glavnem odru pa od torka 19. avgusta naprej. Vse informacije na letnioder.si in zdaj, Lucija, bistveno vprašanje, zaradi česar smo vas v bistvu sploh povabili danes. To ob tem seveda, da povemo, da smo veseli, da ste tudi letos poskrbeli za tak fenomenalen program v Rušah. Zakaj Jeger ni bolj vpet v dogajanje? Zakaj jaz ne vidim, ko odprem spletno stran, vsaj nekaj tu, da bi tako desno ob strani bil, ja, Oranžni. steme vun, da bi sveto ali pa karkoli, nekaj. Kam me siliš? No, Ti bilo, da sploh ne vem, zakaj je Ja, tako res bi možno. ga A, To a, je ni, nekaj a ni dovolj, ponuditi. Lucija, če jaz samo tam se malo Živiš pokažem, na pa prizorišču. Ne, to bo- zažarimo to bo vse svoje premalo. oranžnosti, recimo, a ni to Viš, dovolj? kako lepo Jaz poveš. mislim, da mu moramo dati neko nalogo. Ne? Absolutno je treba letos, če bi mogoče zimproviziramo, naslednje leto pa je treba resno razmisliti, ne? Ker fant si želi delati, fant je kulturno aktiven, fant je, veš, ne, ima v sebi neko iskrico, ne? Ja, fantasi, Ki jo kaže tudi navzven. v redu je. Tega fantasi tudi po zimi, ko je rušil okrašeno, hotel posaditi na one sanke, da bi tam usmrtil. Jelenčka, V redu je. Lep. nehaj. letos lahko prideš drsati. Aha, pol, ja. Ampak ja, kasneje. Ja. Ne bomo zdaj še o drsanju, zdaj najprej letni oder Ruše, torej fenomenalen program. Lucija, ja, čestitke, jaz vem, da bo to še en genijalen festival, kot je v posebnem kraju, na prizoriščih z res posebno energijo. Sploh gledališče pod Goroj je iz prve roke, povem, je res genijalno. Nekaj je. Nekaj je v tistem res. bregu, v tistih smrekah, noter, v tistem kamnu, Je res. ki je tam, in to ne zamuditi priložnosti, da to doživite. Res. Tako da, ja, bomo sproti spremljali. Naj že zdaj povem, da bomo seveda tudi na Totem Radiu imeli kar nekaj prostih vstopnic za te dogodke v prihodnjih dneh. In fenomenalno izvedbo festivala želimo, Lucija. Hvala lepa, vabljeni. Ja. Imamo Ruše, doživite Pa Ruše Jeger. pri nas v gozdu, Ja. na hladu, vroče je drugače. Pa zaključimo tam, ko so mize iger. Ja, Pri Jegru doma. In zdaj, če smo se že toliko pogovarjali, še moramo ene mi dva zavrteti. daj. Drugače brez tega ne bo šlo. Štajersko ne bo, 8 minut pred 8:30 je. Dobro jutro še enkrat. Dobro jutro. In Lucija, hvala lepa. Hvala tudi vam.